Obstajajo 3 vrste ljudi, ki ti lahko uničijo življenje, če jim to dovoliš. Eden nima srca, eden nima vesti, eden nima sramu. Skupaj jih imenujemo temna triada. V psihologiji ti trije, čeprav ločeni, a pogosto povezani osebnostni vzorci, narcisizem, psihopatija in makiavelizem, predstavljajo osnovni priročnik družbenega plenilca. Najprej tisti brez srca, narcis. Nima srca zate, ker vsa njegova čustvena energija služi zaščiti lastnega krhkega ega. Ti nisi njegov partner, ti si njegovo ogledalo. Tvoja edina naloga je, da mu neprestano odsevaš in ponavljaš, kako izjemen je. Nato pride tisti brez vesti, psihopat. Njegov notranji alarm za krivdo se je rodil utišan. Lahko ti laže, te prizadene in ti uniči življenje z enako mero čustev kot nekdo, ki naroča pico. Zanj posledice niso njegov problem, so tvoj problem. Na koncu je tu tisti brez sramu, makiavelist. Prepričan je, da so pravila o tem, kako biti dober človek, namenjena naivnežem in bedakom. Ne čuti sramu, ko te izdaja ali manipulira, ker zanj cilj vedno opravičuje sredstva. On ne krši pravil. On verjame, da pravila zanj sploh ne veljajo. Tako imamo enega, ki nima prostora v srcu zate, enega, ki ne čuti krivde, ko te rani, in enega, ki nima sramu, ko te zlorablja in izkorišča. Prepoznati, s kom imaš opravka, je prvi korak k temu, da se umakneš. Veliko ljudi narcise opisuje kot demone in v resnici mislim, da v tem obstaja določena resnica. Le ne na način, kot si ga večina predstavlja. To, čemur smo v zgodovini rekli demoni, so pogosto izkrivljena stanja zavesti. Vzorci, ki živijo v živčnem sistemu. To so frekvenčna stanja, načini, kako se telo in pogojujeta, da delujeta na določen način. Ko nekdo predolgo obstane v takem stanju, preneha delovati zavestno in začne reagirati avtomatsko. Tam svobodna volja ne izgine zato, ker je ni več, ampak zato, ker krmilo prevzame živčni sistem. Zato narcisi delujejo kot panski Ljudje imamo občutek, kot da se vedno znova pogovarjamo z isto osebo ali celo z isto entiteto. Isti stavki, ista vedenja, isto pomanjkanje odgovornosti. To je zanka, to je frekvenca. Različne tradicije so ta pojav opisovale z različnimi jeziki. Krščanstvo je ta stanja poosebilo kot 7 smrtnih grehov. Napuh, zavist, pohlep, pohoto, jezo, lenobo in požrešnost. To niso naključni moralni spodrsljaji. To so prevladujoča notranja stanja, ki človeka preplavijo in prevzamejo. Budizem jih je imenoval kleše, mentalni strupi. Carl Jung je govoril o arhetipih, ki prevzamejo ego. Neuroznanost govori o ponavljajočih se nevronskih poteh ali privlačnih stanjih zavesti. Različne besede, isti vzorec. Narcis običajno deluje iz ene prevladujoče zanke, najpogosteje iz napuha, zavisti ali potrebe po nadzoru. Ko se identiteta sesede v to zanko, se empatija izklopi, samorefleksija se izklopi. Vse postane usmerjeno v ohranjanje vzorca. In zato se zdi, kot da narcisi delujejo kot panski Ne zato, ker bi bili med seboj povezani, ampak zato, ker jih poganja ista notranja programska oprema. Iste obrambni mehanizmi, iste reakcije na razkritje, isto besnenje, jeza in maščevalnost. Ko se iluzija začne lomiti, se širijo strah, jeza in sram. Ne le na duhovni ravni, temveč tudi nevrološko. Psihologija temu pravi čustvena nalezljivost. Ko so starodavna besedila govorila o obsedenosti, so pogosto opisovala izgubo notranje avtonomije. Človeka, ki ga prevzamejo kompulzivna stanja, zasvojenost, razdrobljenost ali identiteta zgrajena izključno okoli nadzora. In tu začnejo izganjanja demonov dobivati smisel.
petje, molitev, boben, meditacija. To niso bili naključni rituali. Uravnavajo živčni sistem, prekinejo zanko, vzpostavijo koherenco. Sodobna znanost danes potrjuje, da ritem, dih, zvok in namera lahko ponovno uravnajo živčni sistem in človeka vrnejo v stanje regulacije. Zato, ko slišiš ljudi govoriti o demonih, obsedenosti ali energetskih navezanostih, pogosto opisujejo nekoga, ki ne deluje več iz zavestne izbire, temveč iz pogojene zanke. In izhod ni strah, izhod je zavedanje. Kajti ko enkrat vidiš vzorec, te ta ne more več imeti v lasti. Če mi še ne slediš, te povabim, da to narediš zdaj. Da boš razumel znanost, ki stoji za tvojim umom in umom ljudi. Pa vse dobro vsem.